Poglavje zajema standarde za osnovno pripravo prostora, v katerem masiramo, po pravilniku minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, v katere spada tudi masaža. Omenjeno poglavje pride v poštev tistim, ki se želite z maserstvom ukvarjati profesionalno. Sedaj, če masiraš doma svoje bližnje, seveda ni potrebe po zadoščanju vseh pogojev, ki jih bom omenila. Vedno pa poskrbi za higieno površine, na kateri masiraš, in higieno rok. Glede prostora, v katerem masiraš, je pomembno, da je večji od 12 kvadratnih metrov in da so tla iz materialov, ki se lahko očistijo. Ostala obvezna oprema prostora je še omarica za prvo pomoč, vse, kar potrebujemo za higieno, torej tekočo toplo pitno vodo, umivalnik, papirnate brisačke, smetnjak na nožno odpiranje, milo za roke, sredstvo za razkuževanje rok, sredstvo za razkuževanje mize in pripomočkov ter ločeno košaro za umazane in čiste brisače. Za zadovoljitev zakonskih potreb je obvezno obvestilo o tveganjih in omejitvah, obvestilo vklopi razum, zahtevaj račun, cenik in davčna blagajna, ki je lahko tudi spletna, kar pomeni, da lahko račun stranki izdaš v fizično v roke ali ga pošlješ preko e-mail naslova. Če govorimo o priporočeni opremi v prostoru, pa lahko naštevam cel dan, ker praktično ni omejitev. V prostor lahko postaviš masažno mizo, mobilno mizo za masažna sredstva in pripomočke, špansko steno, stol za maserja, klimo, ki ne sme biti obrnjena direkt v stranko, obešalnike, razne odlagalne površine, rastlinje, svečke, pisalno mizo za urejanje dokumentacije, uro za spremljanje časa masaže in veliko drobnarij po tvoji izbiri. Logično nam je, da prostor pred pričetkom masaže primerno pripravimo. Ne glede na to, ali bo masaža potekala doma ali v masažnem salonu. V obeh primerih je pomembno, da prostor leži na mirni lokaciji stran od prometa, da ga predhodno prezračimo, nato pogrejemo oziroma ohladimo na prijetnih 24 do 26 stopinj. Imejte v misli, da stranki mora biti toplo, ker če jo zebe, se mišice zakrčijo in je učinek masaže izničen. Če se ti prostor dolgo ogreva, ti priporočam uporabo masažnega vročega olja in nakup grelne blazine, ki jo lahko daš pod bombažno rjuho in s tem prijetno ogreješ stranko. Stranko pred pričetkom masaže opozori na telefon, da ga izključi. Vlažnost zraka v prostoru naj bo 55%, zrak nežno odišavljen, priporoča se tudi uporablja difuzorja z eteričnimi olji. V ozadju naj igra prijetna sproščujoča glasba in prostor naj bo rahlo osvetljen, seveda brez močnih luči, najboljša je pa uporaba traku iz ledic ali nežne luči. Še vedno pa naj bo toliko svetlo, da lahko normalno masiraš. Sedaj, naš prostor je pripravljen za masažo in že čakamo na prihod stranke.